Ja, veš, kaj sem te že parkrat hotel vprašati, oziroma me tako malo zanima, no. Kaj pa je bil tako tvoj najtežji trenutek v življenju, da bi recimo izpostavila? Kdaj ti je bilo tako res težko? Rekla bi, definitivno je bila to smrt mojega očija. Takrat sem bila stara 11 let in ostala brez te moške figure, brez očeta, takrat pri teh letih. Tako da to, ja, itak zelo zaznamovalo, še danes itak na nek način vpliva name. Ampak pač sem sprejela, da je to življenje pač moglo tako biti, tako da, ja, ampak definitivno pa to, ja. Ja, si šla naprej, Itak. ločno. Ja, to je bilo kar dolgo časa nazaj, pa že, ja. Ja, veš, ampak kar se ti še posebej zgodi v otroštvu, še toliko bolj ostane, a ne. Ja, Še bolj se strinjam, noter ja. vtisne in vse, ampak ja, že tudi kaj dobrega v tem bilo, na primer, tako da mislim pač, a ne. Ja. Ja, ne, te razumem, mislim, težka stvar je, ampak važno je, da si sprejela, šla naprej odločno. Ko se kaj takega zgodi v življenju, menim, da skoraj nihče ne more pomagati predelovati teh čustev. A imaš ti kaj takega, se takega zgodilo, kar te je zaznamovalo? Pa ne vem, jaz niti ne bi izpostavil nobene take stvari. Okej, je bilo kaj takega težjega mogoče, ampak ne, nič tako zelo hudega, no. Te pa razumem, no, saj še toliko bolj, ker zdaj je pri meni pač vse bilo super, pa vse v redu. In se zavedam, ja, da pač povsod ne more biti tako in te zelo razumem, no, da mogoče ni bilo glih enostavno takrat, ja. Ja, itak, ampak tako je življenje, a ne. Ja. Ko je Andraž rekel, da ni doživel nič kaj travmatičnega, super, sem zelo vesela zanj, ampak mi pa da verjeti, da očitno ni šel skozi neke situacije, zaradi katere bi mogel mogoče delati na sebi, kot sem na primer jaz, in pač tukaj vidim kar eno veliko razliko med nama. Moramo ostati pozitivni, ne glede na to, kaj pride. Vseeno sem vesela, da je pokazal nekakšno sočutje. Menim, da če nekdo ni doživel te situacije, tudi ne more reči, da me razume.